zelo pomembna, ker nadzornik naj bi bil seznanjen z pravilnimi načini obračunavanja, tako da je za vse prav. No, zdaj, ko smo govorili o samem idejnem načrtovanju, samo izpraševanju, samo coachingu ali pa o coachingu, s pomočjo katerega mi pridemo do odgovorov na naše vprašanje, je način učinkovite komunikacije, ki ima za osnovo neurolingvistično programiranje, tudi odnos do izvajalcev, do nadzornika in vsi ti trije, nadzornik, izvajalec in pa investitor, so v nekem aktivnem odnosu, nenehno in učinkovit način komunikacije med njimi pelje v učinkovit izdelek, ki ima za posledico kvečem nižjo ceno in višjo kvaliteto. Mogoče se bo to vam slišalo tudi malo ezoterično, ko smo prej govorili o radiesteziji in pa o energijah. Recimo, umetniki, ki izdelujejo umetniški izdelek v nekem negativnem razpoloženju, ugotavljamo, da ta izdelek s sabo trajno nosi nek negativni naboj. Sej ta negativni